Ves mesec november potekajo akcije ozaveščanja o preventivi in zdravljenju raka na prostati in raka na modih, pa vendar se zdi, da moški o tem še vedno premalo vedo. Zaradi raka na prostati? Ja, za osveščanje raka na prostati pa ostali bolezni za moške. Ne vem, pojma nimam. Moški bi se morali zavedati, da bolezen ni mačji kašelj. V letu 2014 so namreč pri 100 moških ugotovili raka na modih. Raka prostate pa kar pri 1500 moških. Zadnja leta se je število sicer ustalilo. Kljub hitrejšemu odkrivanju bolezni v zadnjih letih je smrtnost še vedno visoka. V povprečju umre v enem letu zaradi te bolezni 400 moških. Zaradi tega sta preventiva in samopregledovanje zelo pomembna. Če govoriva o prostati, zmernost pri škodljivih zadevah, alkoholu, kajenju in pa zdrav način življenja, predvsem v smislu dovolj telesne aktivnosti, kaj drugega specifičnega za prostato ni. No, kar se tiče raka mode, absolutno, predvsem vsem mladostnikom, občasno pri kakem tuširanju ali pa kakorkoli si je treba potipati jajčke, če se znotraj za kakšna zatrdlina najde, je to kar vzrok za alarm, pa ne za neke panike, ampak ja, v nekaj dneh je fajn iti zdravniku, da to mi pogledamo. Urologi se na podlagi stopnje razvoja bolezni odločijo za primerno zdravljenje. Če gre za zelo nizkorizične rake prostate, lahko zgolj spremljamo in opazujemo, ali prihaja do napredovanja bolezni ali ne. Kadar gre za bolj rizične oblike, više rizične oblike, ker se vseeno pričakuje nekje v času življenja takšnega moškega, da bi lahko rak napredoval in ga ogrožal, takrat seveda ponudimo zdravljenje. Če še vedno gre za omejeno bolezen, temu rečemo radikalno zdravljenje, torej z namenom ozdravitve. Verjetnost, da se bolezen na prostati ali modih ponovi ali razširi na ostale organe, je velika. Imamo nekaj primerov, ko smo morali ali istočasno ali pa čez nekaj let odstraniti še drugi testis. Tudi, recimo, bom rekel, ne tako zelo dolgo, pol leta je dovolj, pa lahko relativno hitro zaseje po telesu, predvsem z metastazami v pljučih, tudi drugih organih, bezgavkah seveda, in takrat je še vedno seveda ga možno zdraviti, ampak so pač posledice malenkost hujše. Največje svetovne in evropske organizacije presejevalnega programa po besedah Bratuše ne priporočajo. Ker bi se odkrilo dejansko verjetno veliko število začetnih oblik klinično nepomembnih raka prostate, ki bi ga pa verjetno že zaradi psihološke obremenitve, zaradi takšne diagnoze, pogosto agresivno zdravili z nekimi posledicami in verjetno po nepotrebnem. Popolna preprečitev pojava raka na prostati ali modih je še za zdaj utopija, ampak morda v prihodnosti temu ne bo tako. Puščanje brkov ves november je zagotovo premalo, treba bo narediti več.